Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o analizi miselnih vzorcev iz obraza. Miselni vzorci povzročajo energije, ki se pretakajo po našem telesu in vplivajo na fizično tkivo našega telesa. Če se vzorci oziroma te energije dalj časa zadržujejo v določenem delu telesa, potem se ta del telesa preoblikuje v skladu z intenziteto energije, z naravo vzorca in glede na to, koliko časa ta vzorec dopuščamo. Zato se tudi pojavljajo na naši koži določeni izpuščaji, znamenja. Še posebej zanimivo pa je posledico miselnih vzorcev možno videti na obrazu. Obraz je neke vrste ogledalo naše notranjosti. Pravijo, da tudi oči, da so zrcalo duše. In celo iz oči je možno razbrati določeno notranje stanje. To sicer se imenuje iriodologija. Trenutno pri naši raziskovalni skupini Destiny oziroma Eco-Life Foundation izvajamo analizo miselnih vzorcev na osnovi fotografije obraza. In potem ta strokovnjakinja za to analizo posname audio posnetek, kjer razloži, kakšne vzorce je prepoznala. Vsak lahko torej sodeluje pri temu, se vpiše na naš forum, pošlje fotografijo in potem čez nekaj časa si lahko posluša audio posnetek, je sicer v angleškem jeziku, z razlago. Tisto, kar se na obrazu lahko opazi, so določene neenakosti med levo in desno polovico obraza, kajti vsaka stran ima določeno simboliko oziroma predstavlja določen aspekt naše osebnosti. Na obrazu se potem lahko vidijo določene deformacije kože, napetosti, napihnjenosti. Še posebej izrazite so lahko razne temne pege, še posebej pod očmi, pod očnjaki, ki pričajo o določenih vzorcih. In ta naša strokovnjakinja je zelo vešča prepoznavanja vseh najmanjših podrobnosti teh značilnosti na obrazu. Seveda je zdaj vprašanje namen take analize. Ena stvar je, da se ozavešča, kako škodljive so te umske energije, ki se aktivirajo v skladu z miselnimi vzorci, ki jih dopuščamo, kako te energije deformirajo naše fizično telo,
in ga tudi izčrpavajo, ga uničujejo, pospešujejo staranje. Seveda je ključno, da oseba, ki fotografijo pošlje, da ne začne potem samo sebe kritizirati zaradi teh opaženih vzorcev, ampak da je to kot pomoč pri procesu preobrazbe vzorcev. Vsi imamo v sebi namreč določene miselne vzorce, ki nas omejujejo, ki nas sabotirajo pri doseganju življenjskih potencialov, vendar sami te vzorce zelo težko prepoznamo in tudi drugi, ki niso strokovno usposobljeni za to prepoznavanje, jih pač ne morejo zaznati. Koristno je torej, da dobimo povratno informacijo o tem, kaj se dogaja v naši notranjosti in česar se ne zavedamo. Kajti ozaveščanje vzorcev je prvi korak pri preobrazbi teh vzorcev. Vsak seveda želi živeti boljše, srečnejše življenje, ampak če se ne spremenimo, tega ne moremo doseči. Ključna je torej preobrazba, odstranjevanje vseh vzorcev, ki so za nas škodljivi in za katerimi tudi povzročamo konflikte v odnosih z drugimi ljudmi in ki jih tudi nezavedno prenašamo na mlajše generacije. Vse to lahko zaustavimo, se očistimo in postanemo veliko boljši predstavnik naše družbe, ki harmonično in odgovorno izgrajuje odnose z drugimi človeškimi bitji ter tudi z ostalimi nečloveškimi bitji. Vabim vas, da si v zvezi s tem pogledate povezave v opisu tega videoposnetka in izkoristite potenciale za osebno preobrazbo in izboljšanje tega sveta, ki ga omogoča globalna skupina Destiny oziroma Equal Life Fundacija. Hvala za pozornost in nasvidenje.